Besedi vabim še zadnjega danes, gospoda profesorja doktorja Gorazda Trpina, ki bo tudi opozoril na nekatera pravna dejstva. Hvala lepa, gospod Trpin. Hvala lepa za besedo. Tako kot Hrvoje tudi jaz ne uporabljam slajdov, ki se jim po slovensko reče drsnice, kar pomeni, da očitno drsijo ena za drugo. Ne, problem je namreč v tem, da jaz, ki predavam 45 let, sem že zdavno ugotovil, da slajdi ali drsnice uničujejo govor. Čisto preprosto, ni več umetnostni govora, ampak samo še umetnost branja tako imenovanih drsnic. Zahvaljujem se Ingrid za njeno izčrpno predavanje, ki namreč pomeni kaj? To, da bomo morali pristopiti k implementaciji teh direktiv, ki so za vse nas, ki tu sedimo, izjemnega pomena. Jaz zaradi tega seveda o tem ne bom govoril, niti ne bom govoril o neposrednih normativnih rešitvah, iz preprostega razloga, ker so normativne rešitve vedno interesno obremenjene in rezultat normativne rešitve je pač zmaga tistega interesa, ki je tu zmagal. Ne, govoril bom o sistemskih okvirih za reševanje v bistvu, da tako rečem, filmske industrije. Namreč mi vedno pozabljamo, ne samo na tem področju, ampak skoraj na vseh področjih, na sistemske okvire in jih, ko normiramo določeno področje, žal večkrat sploh ne poznamo. No, če hočemo pa govoriti o nekih sistemskih okvirih, se pa moramo vedno mačkano ozreti v zgodovino. Ne bom predolg, ampak kljub vsemu se moram malo na njo opreti. Poglejte, konec 80-ih let, začetku 90-ih let smo se enoglasno praktično odločili, da ne bomo živeli več skupaj z bratskimi narodi in da bomo seveda uvedli demokracijo in seveda tudi politične pravice. No, zato smo morali napraviti nek načrt. Kot prvo smo seveda uvedli večstrankarski sistem. No, večstrankarski sistem je po defaultu bolj demokratičen, vendar ne vemo, če se ni zgodilo samo to, da se je eno pleme razdelilo na več plemen in seveda izvajajo oblast malo izmenično, pa še to ne preveč pogosto. Drugo je pa seveda druga podstat upravnega sistema, torej podstat družbenega upravljanja, ki pa je ekonomski sistem. Mi smo istočasno, ko smo žrtvovali, ko smo hoteli v bistvu spremeniti družbeno upravljanje na področju političnih pravic, ukinili tudi vse ostale podsisteme, kot prvo recimo gospodarski sistem. Najprej smo seveda rekli, družbena lastnina je tisto, kar zavira družbeni in ekonomski razvoj, kar pomeni, nujno je treba v bistvu najti titularja te lastnine in tako se je zgodilo, da praktično v vseh teh tranzicijskih državah v prvih letih te države niso imele nobene strategije, razen ene same, kako se olastniniti. In to je bil eden večjih problemov. Zdaj, če pogledamo seveda nazaj, recimo ekonomsko podstat prejšnjega režima ali samoupravnega socializma, bila so podjetja. Ta podjetja so vodili menedžerji. Ne moremo reči za nekatere, da so bile ekonomsko neuspešna. Te delavski sveti so bili majhni demokratični okrasek teh podjetij. Na drugi strani seveda edino, kar jih je močno obremenjevalo, je bil v bistvu koncept polne zaposlenosti praktično celotne družbe. Drugače pa so bila v bistvu relativno uspešna, pri čemer seveda menedžerjem, ki so vodili tedanja podjetja, ni na kraj pameti padlo, da bi podjetje zadolžili tako, da bi jim pobrali 10-letno vnaprejšnjo akumulacijo, zato da bi si menedžerska struktura to razdelila. Še manj je na kraj pameti padlo to, da bi spravili podjetje namenoma v stečaj, zato da bi prodali njegove nepremičnine, delavce pa postavili na cesto. Se pravi, ta del, da ne bi kdo mislil, da zdaj govorim iz nekih nostalgičnih nakibov po Jugoslaviji, pa po samoupravnem socializmu, ampak gre za to v bistvu, da nihče in nikoli ni naredil analize, kaj je bilo dobro in kaj je bilo slabo. Mi smo preprosto zaprli v celoten sistem in rekli, najboljši sistem je klasični, seveda, kapitalizem. Isto se nam je zgodilo seveda tudi na drugih področjih, ali na področjih, če hočete, tistih področjih, ki smo jim nekoč rekli, dejali, družbene dejavnosti ali pa dejavnosti posebnega družbenega pomena, kamor je spadala tudi v bistvu kultura.
Jaz neposredno seveda v kulturi nisem sodeloval, sem pa zelo veliko sodeloval na področju raziskovalne dejavnosti kot mlad raziskovalec. Sistem je bil namreč isti. V čem je bil pa pravzaprav sistem? Bom povedal na področju kulture. Kultura in raziskovalna dejavnost je imela lastna sredstva, neposredno lastne vire. Bom rekel, za sredstvo za kulture se ni bilo treba pogovarjati z obrambnim sekretarjem za obrambo ali sekretarjem za notranje zadeve, ker jim je lastni vir. Tisti, ki ste, mogoče moja generacija in ste prejemali plačo še v prejšnjem sistemu, je plačilna lista izgledala tako, da je bilo na koncu 18 postavk za različne prispevke in to so bili neposredno prispevki za posamezne te dejavnosti. Mi na raziskovalni dejavnosti, kjer sem dejansko deloval, se nismo o delitvi sredstev pogovarjali z birokrati. Veste, zakaj ne? Ker jih ni bilo. Mi smo se sami med seboj dogovorili, kakor smo se pač dogovorili, to je vedno vprašanje pogajanj, pa tudi realne moči, kako se bodo ta sredstva delila in nisi nič tekel k sekretarju za kulturo ali sekretarju za raziskovalno dejavnost, ker so bila sredstva v bistvu tu. No, ampak to situacijo, zdaj da grem seveda na naše področje, to situacijo smo podedovali leta, torej tam 90. 91 in smo rekli, zdaj pa to treba nekaj narediti na novo. In kaj smo naredili? Leta 91 smo sprejeli zakon o zavodih, kjer smo v bistvu ukinili ta sistem svobodne menjave delov samoupravnih interesnih skupnosti in seveda tudi organizacije združenega dela posebnega družbenega pomena, ki smo jih transformirali v javne zavodi. Prvi del samoupravne interesne skupnosti smo pa prenesli ali na državo ali na občine in spostavili v bistvu povsem nov način upravljanja s temi sredstvi. No, to je seveda pripeljalo do tega, da pravzaprav smo naredili nek sistem, iz katerega pa z današnjega vidika, če ga pogledamo, pravzaprav ne moramo iziti. Kaj se je nam je zgodilo? Zgodilo se nam je to, da pravzaprav smo sprejeli zakon o zavodih, pri čemer smo zavod kot pravno-organizacijsko obliko začeli enačiti z dejavnostjo. Če je javni zavod, je to javna služba oziroma dejavnost, ki je javna dejavnost in zaradi tega, ker javna dejavnost je tudi seveda dobra dejavnost, kajti Bog nas varil privatizacije kakršnekoli dejavnosti. Namreč, v čem je bil zdaj problem? Problem je v tem, da imamo danes zakon o zavodih, ki ga pravzaprav smo sprejeli kot odcepitveni zakon, zelo na hitro, da se razume, sem bil zraven. In potem seveda smo rekli, bomo to potem kasneje spremenili. To je zakon o zavodih eden z redkih, ki se sploh še do danes ni spremenil. Res pa je, da se je izpraznil z področno zakonodajo. In ta situacija seveda nas še danes v bistvu ovira. Mi danes seveda, kadarkoli govorimo o javnih službah ali na področju kulture, so to načini uresničevanja javnega interesa na področju kulture. Govorimo v bistvu o javnih zavodih in ne razmišljamo o dejavnostih, ampak o pravno-organizacijskih oblikah. To je posebno pomembno znotraj pravnih okvirov Evropske unije. Zakaj? Evropsko pravo namreč nikoli in nikdar ne ureja pravno-organizacijskih oblik. Ona lahko določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati pravno-organizacijska oblika, zato da lahko opravlja določeno dejavnost, ki je izjema od proste konkurence. To je edino, se predstavljate. Ne govori o javnih podjetjih, ne govori o javnih zavodih, ne govori niti o kakšnih drugih pravno-organizacijskih oblikah, ampak seveda daje to možnost, v bistvu, da se določena dejavnost v skladu sedaj s 106. členom pogodbo o delovanju Evropske unije, da se takšna dejavnost izvaja kot odstop od splošne konkurence. Pri tem pa imamo to izjemo v bistvu strukturirano v dve vrsti dejavnosti. Eno so tako imenovane dejavnosti splošnega pomena negospodarskega značaja, drugo so pa dejavnosti splošnega pomena gospodarskega značaja. In že ta delitev, ko strči v našo nacionalno zakonodajo, postane velik problem. Kaj je zdaj dejavnost splošnega pomena negospodarskega značaja in kaj gospodarskega značaja? Ko pogledamo osnovno šolo, tu ni kakšnih velikih problemov. Vsi rečemo, to je negospodarski značaj.
Ko pridemo proti zdravstvu, je stvar že problematična. Ne? Ko vidimo zdravstveni dom, rečemo, to je negospodarskega značaja. Ko imamo koncesionarje, je že vprašanje, čeprav to je še vedno samo dejavnost javne službe, ki ni privatizirana, da se razumemo, to je samo privatno izvajanje javne službe. Ko pa pridemo seveda do ponujanja zdravstvenih storitev na trgu, je pa to že stvar gospodarskega značaja. Ko treščimo ali zadenemo, da te rečem, še oblekarniško dejavnost, ki je uvrščena znotraj zdravstvene dejavnosti, in seveda, ko gremo v lekarno, skušamo uveljaviti dejavnost splošnega pomena, ne gospodarskega značaja, ampak ne naletimo na nobeno razumevanje lekarnarja. Namesto, da bi nam dal lepo zdravila, ne, in bi mi odšli, nam izda še račun za približno 50 do 100 evrov, če smo malo prehlajeni. Ne. Vidite, tu je zdaj problem, kaj je zdaj tu gospodarsko in negospodarsko. In seveda, prvi korak, ki ga bom zdaj naredil tu, kaj je filmska industrija? Koliko je dejavnost negospodarskega značaja, koliko je dejavnost splošnega pomena gospodarskega značaja, koliko je popolna tržna dejavnost in seveda glavni problem je v tem, ko se naenkrat iste vrste dejavnosti, ki so pod različnimi pravnimi režimi, srečajo v isti pravno-organizacijski obliki. Jaz malo delam javno službo, pa malo prodajam na trgu. Kaj pa je zdaj s tem vprašanjem? Ne? To vprašanje sicer mimogrede, evropsko pravo je to vprašanje, to je bilo kot prvo izjemno velik problem. Več kot 20 let se je v bistvu celotna pravna ureditev opirala zgolj na sodbe Evropskega sodišča in to je tudi razvilo celotno teorijo in prakso na tem področju. Do leta 2014, ko smo dobili v bistvu sklop direktiv 23, 24 in 25, ki so uredile pravzaprav to področje tako, da so na eni strani pustile dejavnosti splošnega pomena negospodarskega značaja prostemu urejanju državam članic, medtem ko so gospodarske dejavnosti splošnega pomena gospodarske dejavnosti pa uredile tako, da so v bistvu vse skupaj bazirale na posebne ali izključne pravice, ki se podeljujo na določen način. Pričemer sta tu zgolj dva načina. Eno je v bistvu neposredna podelitev posebne ali izključene pravice za izvajanje določene dejavnosti, pa da bo bolj plastično, recimo za odvajanje odpadnih voda ali kaj podobnega, to je klasična gospodarska služba. Ne? Vendar seveda je to tisto, kar sem prej povedal. Zato mora pravno-organizacijska oblika, ki ni določena v direktivi, niti približno, izpolnjevati določene pogoje, kot da jo organ javne oblasti obvladuje, da 80% vsega dela, da ni zasebnega kapitala in tako naprej. Če seveda teh ne izpolnjuje ali če se organ javne oblasti odloči, da posebnih ali izključnih pravic ne bo podelil neposredno, je treba iti s tem, s celotno zadevo na konkurenčni postopek. V tem konkurenčnem postopku pa lahko sodelujejo tako pač tisti usposobljeni subjekti, ki obvladujejo to dejavnost. To pa pomeni v bistvu, da gre za postopek podeljevanja koncesij. Ta je en poseben postopek, ki se seveda nanaša tudi na našo dejavnost, ki še danes prav gotovo povzroča določene probleme. Poglejte. Direktiva 23 o podeljevanju koncesijskih pogodb je v več kot svoje polovici prinesla v bistvu osnove postopka za tako imenovano uveljavljanje interesov. Namreč v pravu, predvsem v upravnem pravu, poznamo dve procesni situaciji, ki zahtevata dva ločena postopka. Prva procesna situacija je klasična procesna situacija, ki se je začela leta 1925 s prvim avstrijskim zakonom o splošnem upravnem postopku in je v bistvu postopek, ki pokriva uveljavljanje individualnih pravic. Bom čisto na kratko razložil, kaj to pomeni. Jaz sem nosilec kot posamezna fizična oseba, sem nosilec individualnih pravic in ena od teh pravic je pravica do gradnje individualne hiše. To pravico imam z rojstvom, smrtjo mi preneha. Ampak, a sem to pravico uveljavil ali ne, to je moja odločitev. Če pa jo v bistvu uveljavljam
in hočem pridobiti do gradbene dovoljenje, pa stopim v procesno razmerje z organom javne oblasti in od njega zahtevam konkretizacijo te abstraktne pravice, ki jo sicer imam, in on mi mora na podlagi moje zahteve izdati ustrezno odločbo in jaz na ta način uveljavim svojo pravico. Drugo je pa področje, ki ga stalno srečujemo. Zakaj? Zaradi tega, ker ni urejeno. To pa je področje uveljavljanja interesov. Jaz, recimo, ki kandidiram recimo za koncesijo, torej za posebno ali izključno pravico, ki kandidiram kot kolektivna organizacija za izključno dovoljenje za pobiranje ali izvajanje določenega pooblastila, to so vse postopki, kjer nimam jaz interesa. Nimam jaz pravice, jaz imam interes. To, da bom dobil koncesijo, ni moja pravica. Šele, ko jo dobim iz tega, ko sem uveljavil interes, tudi pravice do določenega ravnanja. In v tem primeru smo mi zamudili zgodovinsko priložnost. Mi smo implementirali direktivo 23, ampak smo jo implementirali zato, da smo jo implementirali. Nič drugega. V zakonu o podeljevanju nekaterih koncesijskih pogodb, to je zakon brez vsebine, ki je zadovoljil našo 2-letno zamudo za implementacijo tega področja. Namesto, da bi seveda naredili zelo, ne bom rekel enostavno, nič tu ni enostavno, vsak postopek pravni je relativno kompliciran, da bi naredili končno en postopek, ki bi veljal za vsa področja, tudi konkretno za naše področje, recimo. Filmski center razdeljuje sredstva po kakšnem postopku? Po postopku, ki ga določa zakon o uresničevanju interesa na področju kulture, ki seveda leta 2007 je čisto razumljivo, uvaja za to upravni postopek. In ta v okviru upravnega postopka seveda ti uveljavljaš individualno pravico in jo ne uveljavljaš v konkurenci z drugimi. Čeprav je pa zanimivo, kar sem pri analizi, ko sem to malo gledal, ugotovil, to pa je naša stara mala zgodovina, mimogrede, da zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, pri tem je to predvidel, toliko so bili pametni, so rekli, lahko pa bi tu odločali v sosporništvu. Najbolj se bo Gregor še spomnil, ko smo mi to na uradu seveda predlagali, so rekli, to pa sploh ni mogoče, to pa se ne bo dal. Nasprotno, jasno je, če imaš ti eno pravico ali interes, ki izključuje drugega, potem seveda lahko o tem odločiš samo skupaj ali po nekem drugih pravilih, ki si jih pač določil. Tu imamo cel kup različnih pravnih režimov, ki jih moramo upoštevati pri nadaljnjem našem delu in pri pravnemu urejanju tega področja. Pri čemer je pa zdaj tisto še eno klasifikacijo moram narediti za to, da bo jasno, kaj so to sistemski okviri. Sam upravni sistem nima nič drugega več kot 3 temeljne funkcije. Eno je normativna funkcija, torej to je tisti, kjer se producirajo pravni akti, abstraktni, konkretni in tako naprej, in to pomeni v bistvu izvajanje oblasti. Drugo je v bistvu zagotavljanje javnih dobrin in javnih storitev. To je tisto, o čemer sem ravno kar govoril. To so različne oblike javnih služb, ki iz različnih razlogov, recimo na področju filma, iz razloga recimo dostopnosti do vseh ljudi do v bistvu te storitve ali zaradi pomankanja, da tako rečem, uporabnikov te storitve. To so različni razlogi, ki zaradi tega seveda to postane neka v bistvu dobrina, ki se ne zagotavlja po klasičnimi tržnimi razmerami. In ravno tu je naslednje vprašanje, ker je tretja ta funkcija, to pa je zdaj pospeševalna funkcija. Se pravi, mi lahko financiramo javno službo kot negospodarsko, kot dejavnost splošnega pomena negospodarskega značaja, to so v bistvu, da preprosto rečem, posredni proračunski uporabniki, kot nosilca posebne ali izključne pravice, to so v bistvu koncesionarji. In tretja seveda pa je v okviru pospeševalne funkcije, kjer seveda moramo za to izgraditi postopek, istočasno pa seveda tudi paziti, da ne v bistvu pridemo na področje tako imenovanih nedovoljenih državnih pomoči. In zdaj, realno gledano, če naredim samo kratek zaključek,
filmska industrija, ali bom rekel, ki izvira iz filma, po mojem mnenju, ki je ena najbolj kompleksnih storitev ali produktov, ne, seveda sega na vsa ta področja in ko delamo novo zakonodajo ali nove zakonodajne rešitve, moramo upoštevati omejenost v bistvu normativnih okvirov, ki urejajo ta področja, znotraj katerega seveda sodi tudi filmska industrija glede na naravo in položaj svoje dejavnosti. Hvala lepa. Prišli smo do konca, če dovolite, seveda najprej hvala lepa gospod Trpin za vaš prispevek, če dovolite bi samo tole misel delil, pa mislim, da smo to kar dojeli, to Orson Welles, eden največjih, za nekatere celo največji z področja filma. Pisatelj potrebuje pero, slikar Čopič, kot vidimo po filmski ustvarjalec, rabi celo vojsko, da zrealizira svoj produkt. Pisatelj potrebuje pero, slikar Čopič, filmski ustvarjalec denar. Audiovizualno industrijo, kot smo videli danes, smo razvili do te točke, da lahko tudi v Sloveniji nudimo vrhunske storitve, vendar bo za nadaljnji razvoj in izkoriščenje vseh potencialov potreben temeljit razmislek tudi o pravnih okvirih. Audiovizualna industrija vse prav gotovo lahko postane steber našega gospodarstva, samo s poglobljenim in strateško usmerjenim sodelovanjem sokreatorjev finančne, gospodarske in kulturne politike. Pomembno je torej zavedanje, da od tu naprej, od te točke, kjer smo danes, brez sodelovanja in podpore države, lokalnega okolja in ostalih upletenih ne bo šlo. Jaz se na tem mestu še enkrat zahvalim vsem sodelujočim, zaključujem današnji posvet in želim, da lepo preživite preostanek dneva. Hvala lepa, nasvidenje.